Torej, lepo pozdravljeni na naslovu Želimlje 46 v občini Škofljica. Tukaj za nami vidimo Zavod svetega Frančiška Saleškega. Že leta 1967 je tukaj stala srednja verska šola. Danes se tukaj nahaja gimnazija, dom Janeza Boska in Majcnov dom. Kaj je posebnega? Posebnega je to, da gradimo za dijake nov prizidek dijaškega doma. Predlagam, da si skupaj pogledamo, kaj počnejo delavci in kaj počnejo mi, Salezijanci, z drugimi za mladino. Torej, tukaj za nami je nov del, nov prizidek dijaškega doma, doma Janeza Boska. Kot vidite, zelo je velik, kajti dijakov na naši gimnaziji, na naši ustanovi je veliko in prav za njih in samo za njih zidamo ta prizidek. Skupaj si bomo pogledali kakšno skrivnost, kaj se danes že nahaja, kaj delavci počnejo in upamo, da bo tudi z vašo pomočjo septembra ta gradnja že na razpolago dijakom za vselitev. Gremo kar naprej, eno lopate ne rabimo, pogledati, vstopamo v jedilnico. Tukaj notri je najljubši prostor za naše dijake, zjutraj, opoldan in zvečer. Tukaj bodo stale mize, tam bo pult, tukaj bo solatni bar, pa samopostrežna postaja za točenje soka in podobno in dijaki bodo tukaj notri lahko v novi, veliki, privlečeni jedilnici skupaj z vzgojitelji in profesorji uživali v dobrih obrokih naših prijetnih kuharic. Sicer še ne diši, ampak vemo, kako bo dišalo meseca septembra. Sedaj gremo skozi prostore, v katerih bodo skladišča, hladilnice, potem tukaj bo skladiščena tudi hrana. Točno v tem prostoru bodo ustvarjale naše kuharice odlično hrano, tukaj bodo pečice, grelniki in podobno. Vse je v nastajanju, kot vidite, kajti september se bliža in naši dijaki že nestrpno čakajo, da pridejo nazaj v nov dijaški dom. Po tem velikem hodniku bodo dijaki prihajali v jedilnico in tukaj zunaj bo fantastičen razgled na ta prelep atrij, razgled iz enega dela dijaškega doma in iz novega dela dijaškega doma. Tukaj bo tudi prelepo drevo, prostor za druženje, vse namenjeno našim dijakom. Tako, zdaj pa gremo kar v prvo nadstropje, kjer je že prostor za eno vzgojno skupino. Namreč v našem dijaškem domu je zaenkrat 9 vzgojnih skupin, ki so razdeljene na fantovske in dekliške, no in v tem delu bo ena izmed dekliških skupin. Kot vidite, veliko je že narejenega. Tukaj v tem prostoru bo skupni prostor, torej kjer se dekleta zbirajo, zjutraj, zvečer, opoldan, ki se družijo, kjer imajo jutranjo misel, kjer jih vzgojiteljica tudi nagovori in seveda zunaj je prelep razgled na naravo, gost, okolje, gljiva. Tako, na tem hodniku vidimo levo in desno veliko število sob. Najprej pokukajmo kar v eno sobo, tako da bo izgledala. Tukaj je prostor za 4 dekleta, tukaj je kopalnica. Zaenkrat, če ne zgleda bogo kaj, zato pa računamo tudi na vašo pomoč. Vse sobe so si med seboj zelo podobne, zato bomo skočili kar na najlepši del, ki je seveda hkrati tudi najpomembnejši v tem delu in to je učilnica. Tako, to je učilnica, naši dijaki in dijakinje se zelo radi učijo, zato mora biti največji in najlepši prostor v tem delu dijaškega doma, prav učilnica. Predstavljate si, kako lepo je tukaj sedeti ure in ure popoldneva in večera, gledati ven to prelepo naravo, študirati fiziko, matematiko, biologijo, kemijo, latinščino, španščino, angleščino, nemščino in se učiti o skrivnostih našega univerzuma.
To je torej ta prelepa učilnica, v kateri bo ena izmed dekliških skupin, katera pa ne ostane še skrivnost. Seveda mora biti blizu učilnice tudi čajna kuhinja, kajti odmor je eden od sestavnih delov našega dneva. Tukaj notri se bo nahajala čajna kuhinja, kjer se bodo dekleta lahko pripravila še čajček, ki si bodo skuhala in na ta način tudi gradila skupnost in se skupaj družila. Bližamo se že zelo blizu, na tej strani, tudi pisarni, v kateri se bo nahajala vzgojiteljica. Kot vidite, je ta soba malo manjša. V tej pisarni, kjer je prostor vzgojiteljico, pa se bodo odvijali posebni pogovori, tukaj vzgojiteljica načrtuje svoje delo in hkrati z dijakinjami oblikuje življenje vzgojne skupine. Most, ki ga še ni, tukaj skozi, pogledajte, bo šel most in se priključil staremu delu dijaškega doma direktno na šolski hodnik. Ta most bo do meseca septembra tudi z vašo pomočjo, ki boste darovali, uspešno zgrajen. Skoraj nad nami je drugo nadstropje, kjer je tudi vzgojna skupina, zelo podobno, zato v zgornje nadstropje ne bomo šli, ampak si lahko pogledamo še to prelepo, fantastično teraso. Je, kot vidite, zelo velika. Na njej bodo nekoč lahko dijaki opazovali to prelepo naravo in razmišljali o tem, kako bodo preživljali svojo prihodnost. Tako skupaj smo se sprehodili po tem novem prizidku, novem delu doma Janeza Boska. Vabimo vas, da darujete po svojih močeh, da k temu povabite tudi ostale, da tudi oni pomagajo sooblikovati našo vzgojno poslanstvo v duhu svetega Janeza Boska. Spodaj pa boste že lahko videli in ste že lahko videli tudi, kam lahko nakažete vaš dar. Vsak evro je zelo dobrodošel in zanj smo vam v imenu dijakov in v imenu vseh, ki ustvarjamo v življenju zavodu svetega Frančiška Saleškega, zelo hvaležni. Podpirajte nas za našo, vašo in prihodnost mladih danes in jutri.